Dragi sošolci razreda 4A, srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole, pa začnimo z ogledom Krope. Bajer. Za potrebe kovaštva so v Kropi strugo potoka prilagodili delovanju fužin in kovačnic. Še danes Kroparica teče po umetno narejenih ozkih strugah, rakah. Voda se preteka preko kamnitih pragov in pod vodnimi zapornicami išče svojo pot nazaj v strugo Kroparice. Voda je bila na ta način v dobi kovaštva speljana do vodnih koles, ki so stali ob fužinah, cajnaricah in vigencih. Za vigencem vice in predelavnico uko se v vodnih rakah še vedno vrti leseno kolo. Ohranjen sistem vodnih rak z zapornicami in bajerjem priča o pomenu in uporabi vodne moči za proizvodnjo energije potrebno za kovanje. V Kropi otroci spuščajo barčice na bajerju nekdanje spodnje fužine. Preprosta šega izvira iz časa ročnega kovanja. God svetega Gregorija 12. marec je namreč do uvedbe gregorijanskega koledarja leta 1582 veljal za prvi pomladni dan. Cerkev Svete Matere Božje. Podružnična cerkev Matere Božje je med domačini bolj poznana kot pri kapelici ali kapelica. Graditi so jo začeli leta 1712 nad naseljem na mestu, kjer je 7 dečkov leta 1707 našlo Marijino milostno podobico. Tloris cerkve je potegnjen 8-kotnik s kvadratnim prezbiterijem. Cerkev je primer baročne arhitekture. Zvonik so povišali sredi 19. stoletja in je visok kar 56 metrov. Kropari so si 2. julija vzeli svoj praznik. Zgradili so cerkev Svete Matere, ta dan je bil nezapovedan praznik. Za njih je bil pomemben kot Božič in Velika noč. Kovaški muzej. Muzej se nahaja v Klinarjevi hiši, ki je tipična fužinarska stavba iz konca 18. stoletja. V prvem nadstropju so predstavljene osnove železarstva v Kropi in Kamni Gorici. Z maketami je prikazano delovanje fužin in kovaških mehov na vodi ter tipične kovačnice za izdelavo žebljev, vigenci. V drugem nadstropju je etnološka soba s prikazom vsakdanjega in prazničnega življenja kroparskih kovačev ter zbirka 94 ročno kovanih žebljev različne velikosti in oblik. Muzej je prvi tehnički muzej na Slovenskem, ki je bil odprt za javnost že leta 1952. Je predstavljen tehniško-zgodovinski razvoj obdelave železa, gospodarsko, socialno, demografske in kulturne razmere v Kropi. Spomenik padlim borcem. Spomenik je posvečen partizanski Kropi in padlim v letih 1941 do 1945. Spomenik je postavila Zveza borcem narodno-osvobodilne borbe Kropa.
Načrt za spomenik je izdal arhitekt Albert Sušnik. Načrt za skulpturo pa kiparja Marija in Stane Keržič. Spomenik stoji sredi osrednjega trga pred mostom čez potok Kruparica, postavljen pa je bil leta 1966. Hiše v Krupi je oblikovala večstoletna kovaška tradicija. Vodna moč potoka Kruparica, ki izvira nad naseljem, stalnim bučanjem v Krupi ustvarja posebno vzdušje. Ob njem se na obeh straneh ob breg doline stiskajo stare fužinarske hiše iz 17., 18. in 19. stoletja. Fužinarske hiše so velike z majhnimi okni, portali so iz peračiškega tufa, kovano okrasje v obliki okenskih mrež, svetilki zaveskov, poleti pa na oknih cvetijo rdeči nageljni. Med hišami po velikosti stopajo Klinarjeva, Piberčeva, Potočnikova in Marclova. Pošaritnica je hiša, ki je dobila ime potem, ker je v vlogo hiše kuhinje prevzela veža. Vsako žebljarsko stanovanje ni imelo svoje kuhinje, zato so bila vsa kurišča v skupnem prostoru veži. Tako je kuhalo več žen v enem prostoru in zaradi same revščine so imele nekatere več hrane, zato so se bile ena drugi fovš. Zaradi velike fovšarije so ji rekli fovšaritnica. Potok Kruparica. Kruparica je potok, ki teče skozi naselje Krupa. Je povirni pritok potoka Lipnica, ki je prvi desni pritok reke Save po sotočju Save Bohinjke in Save Dolinke. Kruparica svoje vode nabira na severozahodnih pobočjih planote Ilovica in je večkrat tudi hudourniškega značaja. Njen stalni pritok je Črni potok. Vigenc je v Sloveniji edini v celoti ohranjena kovačnica za ročno kovanje žebljev. Vigenc je deloma kamnita, deloma lesena stavba ob vodnem toku s kolesom za pogon mehov. V njem so kovali že v prvi polovici 20. stoletja. Leta 1479 je imela Krupa 8 vigencov. To so ročno kovani žeblji. Uporabljali so jih, da so kovali podplate na planinskih čevljih, ko so hodili v hribe, da se usnji na podplatu ni tako hitro obnucalo, drugače, da jim na hribovitih pobočjih ni drselo. Kasneje so začeli izdelovati polročno in polindustrijsko, to pa se vidi po čepicah, ki so lepo kovane. Cerkev svetega Lenarta. Cerkev svetega Lenarta v Krupi je dal verjetno leta 1481 zgraditi Lenart Kajzinar, zaupnik radovljiške posesti na Pustem gradu. Osnova je gotska, pozneje pa je bila cerkev večkrat prizidana. Pravokotni ladji so na severni in južni strani dozidali baročni kapeli. Cerkev ima 5 oltarjev. V niši glavnega oltarja je kip svetega Leonarda, njegova slika iz leta 1874 pa je delo Hernike Langua. Oltarno sliko Marije Predmadežne je leta 1895 naslikala najpomembnejša slovenska slikarka Ivana Kobilica. Slovenska peč. V dnu nad Krupo se nahaja slovenska peč, talilnica železa iz 14. stoletja. Je najstarejša ohranjena talilna peč v Sloveniji in med najstarejšimi ohranjenimi v Evropi. Delovala je od sredine 15. stoletja. Ostanki objekta so zaščiteni zidano stavbo tik ob cesti. Skozi veliki zamreženi okni je v notranjosti dobro vidna nekdanja peč. V Krupi rojeni znani Slovenci. Janez Potočnik je bil slikar. Ivan Bartoncelj, partizan, častnik in prvoborec. Anton Dremota, tenorist. Dušan Petrač, slovenski fizik.
Egidi Gašperšič, skladatelj in pedagog. Janez Potočnik, bivši evropski komisar. Oton Župančič, kroparji. Kdo pa tisti so štorkljači? To so kroparski kovači. To žebljarji so iz krope, hodijo ko v mlinu stope. Sop, 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 lop, lop, lop. Kdo pa tisti so trkljači? To so kroparski kovači, kladivo jim v roki pleše, pesmi poje, iskre kreše. Plenk, 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 žvenk, žvenk, žvenk.